Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V podjetju Agragold Ormož so na pustni torek prav primerno poskrbeli, da so se otroci osnovne šole Ormož posladkali s pravimi sladkimi pustnimi krofi. Hkrati so šolo obdarovali s celoletno zalogo sladkorja. V osnovni šoli Ormož pripravljajo vse obroke skladno s smernicami zdrave prehrane, pripravijo pa več kot 600 obrokov dnevno. Pri pripravi obrokov tako uporabljajo tudi sladkor kot osnovno živilo, kjer je prva izbira prav sladkor ormoškega podjetja Agragold. Tudi pravi in mladi kurenti, ki so popestrili dogajanje in pregnali zimo, so se prijetno posladkali in popestrili pustno rajanje. Podjetje Agragold že od leta 2007 skrbi, da sladkor, ki pride do potrošnika, ustreza njegovim pričakovanjem in zahtevam, naj gre za lastne blagovne znamke ali sodelovanje in pakiranje za zasebne blagovne znamke. Logistični center, ki obsega polnilnico in pakirnico, skladišče in 2 silosa, danes zaposluje 40 oseb. Jaz smo v Ormožu v sladkem mesecu tudi za voljo tovarne Agragold. Kaj točno tukaj počnete? Najslajše mesto v Sloveniji. Ja, tukaj imamo naš logistični center in pakirni center, preko katerega oskrbujemo predvsem tržišče Slovenije in Hrvaške. Skladiščimo letno okrog 45.000 ton sladkorja v enem momentu, zato ker so to tudi naše kapacitete. Drugače skozi naš logistični center tukaj pride okrog 60.000 ton sladkorja. Tukaj pakiramo tudi sladkor v vse različne vrste pakiranja, se pravi industrijo oskrbujemo z cisternami, s sladkorjem v rinfuzi, potem pakiramo sladkor v big bage, v 25 kilske vreče, 50 kilske vreče. Za trgovce pa pakiramo trgovske blagovne znamke in pa seveda našo blagovno znamko Agragold, ki jo še dodatno, bom rekel, oplemenitimo s tem, da je tukaj v Ormožu ves sladkor, ki ga pakiramo pod blagovno znamko, skrbno presijan, tako da imamo zelo izenačene kristale, kar gospodinjam in našim porabnikom da še posebno zadovoljstvo, še dodatno zadovoljstvo v uporabi tega izdelka. Iz Ormoža prihaja najkakovostnejši sladkor na police po vsej Sloveniji, pa tudi na okoliške trge Evropske unije, Zahodnega Balkana in tudi svetovne trge. Iz skupne kapacitete 2 silosov, kar je 45.000 ton belega kristalnega sladkorja, lahko logistični center shrani več kot 3.500 ton končnega izdelka. Kakšna je prihodnost glede na študije 35 kg sladkorja, ki ga konzumira povprečen Slovenec? Ja, 35 do 37 kg, 37 kg je neka povprečna poraba sladkorja v Evropski uniji. Res je, da bi ta poraba, ko gledamo samega prebivalca, bila najbrž nižja, ampak v sami industriji, ki je v Evropi, bom rekel, zelo močna, se enostavno to zbalansira. Evropa proizvaja okrog 14 milijonov ton sladkorja in po reformi, ki je bila uvedena po tam 1.6.2006 leta, je Evropa postala neto uvoznica sladkorja. Kljub temu, da proizvede okrog 14 milijonov ton sladkorja. Tako da enostavno sladkor je izdelek, ki je nepogrešljiv v prehrani. Podjetje je obiskal tudi ormoški župan Danijel Vrbnjak. Kaj reči ob koncu, saj veste, življenje je kot sladkor, včasih rjav, včasih bel.